Okay. Za umetnost se zanimam že odkar se spomnim, ker moj dedek tudi je bil slikar in zato sem bila ves čas v stiku z umetnostjo. Tudi moja družina veliko potuje in me seveda vzame s sabo in takrat smo hodili veliko po galerijah, muzejih in tako naprej. Tako da od nekdaj me že zanima vizualna umetnost, slikarstvo pa vedno bolj, pač posebej to področje me še vedno najbolj zanimalo. Spremljajo me ves čas moja družina in tudi spodbuja, ker to je tak poklic, da je pač težek za preživeti, sploh na začetku. Tako da brez te podpore v bistvu si ne zamišljam, da bi se lahko tega lotila, no. Tako da sem res hvaležna, da me podpirajo in od vsega začetka res že cela družina. Imate idola? Ne, prav idola, tako da bi ga lahko imenovala, nimam, če ne bi sigurno zdaj lahko odgovorila. Tako pa žal ne morem, skozi obdobje se to spreminja, odvisno kaj raziskujem, katero področje, tako da idoli ponavadi so iz različnih področij, ni nujno iz umetniškega, lahko so tudi iz politike, iz duhovnosti, iz športa, predvsem ljudje, ki imajo jasne cilje zastavljene in ki veliko vlagajo za to, da jih dosežejo. Ta predanost delu in tudi na nek način uspehu me v bistvu najbolj navdušuje. Tako da to je zelo različno, ne bi vedela poimensko. Nobena življenjska zgodba me ni toliko navdušila v celoti, da bi lahko rekla, življenje tega človeka bi pa je živela, ne. To ne, jaz bi živela svoje življenje, ampak me pa sigurno te lastnosti ljudi, ki trdo delajo za nekaj, kar želijo, da uspe, v bistvu to se mi zdi navdih. Je bilo težko priti na akademijo? Ja, jaz bi rekla, da ja. To se mi zdi pač pravično povedati, da ja, da je treba veliko delati, da je treba poleg šole, jaz sem hodila na gimnazijo Bežigrad prej, kjer smo se pripravljali za bom rekla, kar druge poklice in je bilo treba poleg tega torej delati še ves čas pospešeno več let na tem, da rišeš ves čas, ker to je na nek način kot trening, kot šport. Jaz sem sama tudi športnica, že več kot 20 let se ukvarjam s karatejem in vem, da je trening nujen, ne, in tudi slikarstvo, pa umetnost v umetnosti je nujen trening. Torej risanje, slikanje, študiranje človeškega telesa, prostora in tako naprej, to je bilo treba ves čas delati, ker na sprejemne izpite si mogel priti že pripravljen, ne, do neke mere. Tako da je bilo kar težko, celo v prvo mi ni uspelo in sem šla študirati umetnostno zgodovino, za kar mi ni žal in je bilo res odličen začetek študija. Žal pa potem nisem mogla nadaljevati, ker naslednje leto sem bila sprejeta na akademijo in akademija pa zahteva celega človeka in sem mogla šlo trenirati, končati s tekmovalno kariero v karateju, tako da potem je bilo samo še to. Ste sodnica v karateju, lahko o tem poveste? Ja, sem že od 18. leta, ki pa lahko vsak sam zračuna, torej kar nekaj let že. Meni je to zelo všeč delati, ker je na nek način hobi in na nek način tudi pomaga potem pri preživetju, ker ko sem prej omenila, z umetnostjo zelo težko in tudi počasi. V karateju sem pa nekaj že naredila skozi ta leta in je sojenje recimo neke vrste nagrada, ker sem prej 20 let vlagala v ta šport, zdaj pa na nek način lahko tudi od njega kaj dobim, pa še delam to, kar me zelo zanima. In tudi treniram otroke, manjše tekmovalce tudi v katah, tako da mi je zelo všeč, ja. Udejstvovanje s športom se mi tako zdi pomembno. Svinja je umetnost in umetnost je svinja. Zaklali ste svinjo pred Cankarjevim domom, simbolika? Ja, sigurno je bila močna simbolika. To gre za delo 3 kolektiva, to je umetniška skupina, od leta 2010 delujemo, Katja Fele, Eva Pavli in jaz. In to je bil naš najbolj odmeven projekt, sicer imamo tudi druge, seveda, ves čas delamo, skupaj in samostojno vsaka, obe sta slikarki.
In Svinja je umetnost in umetnost je svinja, seveda je projekt, takrat se je imenoval Rezervoar, to je bil samo dodaten stih. In šlo je za več performansov, za ogromen kip Rdeče svinje, ki je bil na nek način šparovec, torej kamor so ljudje bili pozvani, torej javnost, kip v javnem prostoru je to bil, so bili pozvani, da na nek način darujejo denar za umetnost. In ko so darovali, jih je svinja še nagradila z enim odlomkom iz Wagnerjevega Götterdämmerung, tako da na nek način so dobili nazaj, kar so pač dali. S tem smo na nek način preverili tudi, kaj pomeni to ljudem. Neko tako, tri umetnice, ki investirajo kar veliko vsoto denarja v realizacijo enega projekta, ga dajo na ulice in pač s tem nagovorijo ljudi. In smo zbrali smo določeno število sredstev, zelo malo, odnos je bil zelo zanimiv, tudi negativen, so jo tudi vandalizirali in tako naprej, tako da so bili zaključki zelo zanimivi. Različni, zanimivi, dobri in slabi, taka kot je družba. Projekt je bil pa sigurno vpet v sistem, imel komentar glede ekonomije, stanja v kulturi, sistemskosti in tako naprej. Ampak to je pa cel tekst ob tem projektu, tako da mogoče o tem kdaj drugič. Do you speak art? No, lahko razložite, kaj je to jezik umetnosti? Težko. To je kot vprašanje, kaj je umetnost, kaj je slikarstvo. To so zelo kompleksna vprašanja, ker se mi zdi, da se jih ne samo vsak umetnik, mogoče tudi človek, ki ga to zanima, pač raziskuje to in proba odgovoriti. Zame je pač že to, da spremljaš umetnost, pomemben del tega, da si umetnik ali pa tudi ljubitelj umetnosti, spremljaš, kaj se dogaja na področju umetnosti, torej predvsem nove umetnosti, da poznaš zgodovino umetnosti širše, iz kje izhajaš in tako naprej. Potem pa tudi, da ko delaš, ko ustvarjaš, da si ves čas pač kritičen do sebe, do drugih, do družbe in da ves čas raziskuješ in probaš skomunicirati z vizualnimi sredstvi nekaj, kar želiš povedati. Da pomeni, vedno moraš, po mojem mnenju, imeti nekaj zapovedati in potem to skomunicirati skozi vizualna sporočila. Zdaj, ali medijsko to ni pogojeno. No, tudi jaz se ukvarjam s slikarstvom, z videom, z fotografijo, grafiko, torej z različnimi mediji in mislim, da to prepletanje medijev je ključno in pomembno, zaradi tega, ker kakršno idejo imaš, potem glede na idejo prilagodiš medij, s katerim boš to idejo posredoval po javnosti. Tako da potem imaš večje manevrsko polje, če obvladaš več medijev ali pa se jih priučiš na novo, če želiš nekaj skomunicirati. Živite v črno-belem svetu z odtenki sive ali v živih barvah? In living color. Ja. Moje slikarstvo je zelo barvito, ampak dobro vprašanje. Jaz bi vseeno rekla, da je zelo raznoliko, ampak je barvito, ampak tudi črna pa bela sta barvi, tako da kar cel spekter. Torej imaš in gor in dol in dobro in slabo, tako da jaz bi rekla kar cel spekter. Zdaj pa seveda, ko ti gre bolje ali pa si s kakšnim delom vsaj do neke mere zadovoljen ali pa javnost prepozna, da je dovolj dober, potem probaš to vedno nadgraditi, potem pa se zgodijo različne stvari. To je pa spet enakovredno športu, ne zmagaš vse zapovrstjo. Tako da, to je zelo podobno. No, lahko predstavite svojo umetnost, motive, muze, navdihi oziroma kje črpate inspiracijo? Inspiracijo črpam iz posod, torej ves čas vsakodnevno življenje mi je pomembno. Pomemben mi je, med prijatelji dostikrat rečem, ali pa oni meni rečejo, da sem dosti tak reality check človek. Imam rada, da sigurno domišljija, fantazija, vse to je izredno pomembno, ampak je stik z realnim svetom, vsaj z eno nogo na tleh, se mi zdi zelo ključen. Zato tudi kot umetnica probam biti ves čas v stiku tudi z realnostjo. Zdi se mi, da je umetnik kot človek del družbe in ni
sam zase v vesolju, ne plava, ampak je pač v realni situaciji, tako da navdih zaradi tega črpam v bistvu res iz navadnih stvari, tudi iz navadnih stvari, zame pa za druge. Tako da ves čas se mi zdi, recimo vsako potovanje, vsak dan, vsaka malenkost je lahko pomembna, da bo iz tega nekaj nastalo. Je pa potem zelo pomemben, ključen del je od tega navdiha potem k realizaciji. Ne? Torej od ideje, katere ideje vzeti in kako jih nadgraditi, da bo koncept dovolj močen, da bo s tem imel nekaj za povedati drugim. Ta del se mi zdi ključen. Drugače pa v svojem slikarstvu, ja, od zaključka akademije, pa že na akademiji smo seveda bili spodbujeni k temu, da delamo samostojno. To je ravno lepota in križ svobodnega poklica, da na nek način lahko delaš, kar želiš, vendar ves čas si vpet v sistem in probaš preživeti in moraš biti na nek način uspešen. Tako da jaz ves čas raziskujem to, kar me zanima. Recimo, zanimajo me zadnja leta že ves čas, recimo, je področje pogleda, raziskovanje pogleda. Torej, zanima me gledalec, zanima me, kako moje delo, torej umetniško delo, neko delo, ki je bilo razglašeno za umetniško delo, komunicira z gledalcem, ki ni več enostaven gledalec, obiskovalec enega prostora, ampak so mu ponujeni določeni produkti, ki jih lahko uživa in raziskuje po svoje. In zdaj to, kam pride, mene zanima. Ne? Mene zanima, kakšen je njegov odnos v tem svetu, ki je preplavljen z vizualnimi podobami, do kam pride. Ne? Ker umetnost seveda ni, po mojem mnenju, ni reklama, ne ponuja neke informativnosti na prvo žogo, ampak mora skomunicirati nekaj z gledalcem, torej ustvariti se mora nek diskurs med njima, ki je bolj kompleksen, bolj zapleten. Tako da mene te strukture zanimajo. Zaradi tega ves čas, mogoče tudi zato, sicer izhajam iz realnega sveta, iz podob realnega sveta, zanima me prostor, ki nas obkroža, realni, virtualni, ne, analogno in digitalna izkušnja skupaj. In ta izkušnja prepletenosti me zanima, ne? Kako je pol gledalec bere, kot realno, nerealno, fiktivno in ali ga moti, da mu ni ponujena enostavna berljivost podobe. Ravno tukaj se mi zdi na nek način catch ali pa na nek način torej hec, ki ga abstraktna umetnost ima. Torej ne natančna informativnost na prvo žogo, ampak da je treba nekako raziskovati koncept in kar vidiš je vedno pod vprašajem in tako naprej. Te stvari, na nek način tudi mind gamey so mi zanimivi. No? Tukaj se mi zdi, da ima umetnost večji manevrski prostor kot recimo oglaševanje, ne? Ki ga ne more imeti. Se lahko preživljati z umetnostjo? Ne, lahko sigurno ni, čeprav ne vem, iz česa je lahko danes, če bi to vedela, bi bilo zelo praktično. Ne vem, jaz delam to, kar rada delam, kar mislim, da lahko na tem še gradim in radam boljša, vendar ni lahko. Na nek način moj cilj je, kot sem enkrat že v enem intervjuju povedala, da moj cilj je preživeti od tega, kar delam. Se mi zdi na nek način tudi primerno za nekoga, ki je pač študiral nekaj v neki vlagu, da bi, če to dobro upravlja, lahko tega preživel. Tako da to je zaenkrat še moj cilj, sem na začetku, tako da še ne obupavam, ampak sigurno je pa situacija resna. Razstavljali ste tudi v tujini, Amsterdam, Grenoble. Ja, za izkušnje. Čudovite izkušnje. Ja, bom rekla realna. Torej, v tujino je težko priti, po mojem mnenju, tudi težko je tam uspeti. Ni kar tako, da boš prišel tja in bil nekaj. Tako da zelo sem zadovoljna za te dve izkušnji. Sicer skupinsko sem razstavljala že tudi v Bolgariji, pa v Italiji, ampak samostojno se mi zdi najboljša izkušnja, ker imaš kontakt z galeristom in moraš vse sam tudi znati izvesti. Tako da absolutno dobra izkušnja.
ki pa sem nove stike sem navezala, ljudje so me spoznali, potem se celo tle v Franciji trenutno se razstava nadaljuje, je šla še naprej v Saint-Étienne, na latvijski konzulat in še tako naprej, potovala nekaj časa, kar me zelo veseli, to ni bilo mišljeno na začetku. Tako da odziv je v redu, je pa to kar finančni zalogaj, sigurno, tako da se je zato treba odločiti, da to želiš. Jaz bi res rada v tujini tudi pač razstavljala in bila prisotna, tako da pač zaradi tega sem se tega lotila. Je pa, se pravim, težko, so razpisi, na katere se moraš prijaviti, moraš biti izbran in tako naprej. Tako da je cel proces, verjamem, da kdo ne želi. Je čisto jasno. Zakaj ne? Da res ni enostavno. Kje vse so vaše umetnine na ogled? Trenutno je večja razstava, kar 47 slik in 20 glednih objektov v Franciji. Trenutno v Grenoblu se je ravno zaključila samostojna razstava, trenutno je v Saint-Étienne in potem nadaljuje. Potem trenutno sediva na nemški ambasadi v rezidenci v Ljubljani, kamor me je gospa veleposlanica Ana Princ povabila, da razstavljam. Trenutno tudi ta razstava se zaključuje počasi. Potem je v bistroju Bazilika trenutno grafika na ogled, slučajno, še drugače bil enkraten dogodek, torej v Ljubljani, ravno tako, Limited Editions projekt. Potem je pa večjo razstavo, ki jo organiziram, oziroma pripravljam, jaz jo ne organiziram, se bo pa zgodila junija, 16. junija v galeriji Kresija. Tam bo pa predstavljen projekt Art Tracking, kjer gre za raziskovanje pogleda, za eye tracking napravo, ki meri pogled, in ravno to, kar sem prej razlagala, me zanima pogled ljudi, gledalcev, na umetniška dela in ravno v tem primeru sigurno na abstraktna dela, kjer je ključen ta način nalaganja podob, torej prenasičenosti informacij, ki so vsaka, torej na način layerjev, je to grajeno, kot da bi delal to z računalnikom, vendar delaš fizično. Nalaganje podob se ustvari do te mere neprepoznavna podoba in jo gledalec težko objame prostor. In ravno to me zanima, ta nefokusiran vid, ki je tudi v športu pomemben, pa še kje drugje, kako bomo kaj bomo s to raziskavo odkrili. Bo pa, torej ta znanstveni del bo pomemben del razstave. To je s podjetjem Oculus sodelujem in pa z Inštitutom Jožefa Štefana, kar me zelo veseli, da so se na nek način odzvali tudi ta del, ki raziskuje pogled in da so to prenesli tudi v umetnost. Ker sigurno rezultati ne bojo na nek način torej v pomoč nekemu podjetju, da bo s tem dvignilo ne vem kaj, recimo prodajo, ampak bo na nek način v pomoč umetnikom lahko, ali pa kuratorjem, pa raziskovalcem na tem področju, da bomo preverili, kaj na nek način človek sploh gleda. Namreč do zdaj je bilo veljavno, da je pomemben diskurs med umetniškim delom pa gledalcem, da nekaj prebere in bo izvedel več informacij in bo potem več vedel. Na nek način je pa zanimivo, da se kdaj pogovarjamo v tem diskursu o nečem, kar sploh nismo gledali. Torej, če sva dva, ni nujno, da ste vi to pogledali, kar sem jaz, in zaradi tega je diskurs o tem v bistvu popolnoma irelevanten. In zaradi tega se meni zdi pomembno, da bi se vrnili par korakov nazaj, pa najprej pogledali, kaj gledamo, potem pa, ko bomo videli, kaj gledamo, kaj vidimo, kaj opazujemo, od tle naprej bi pa res lahko potem kaj o tem povedali, ker bomo iste stvari pogledali. To me recimo zanima. Razlika med gledati in videti je ogromna. Ja, je ogromna. If you find a space there, it's fine. If you don't find a space, you can think of something unusual, like Some intervention in the space. Wie haben Sie entschieden, die Installation von das Kunstwerk in die deutsche Residenz darstellen und wer alles kann das Kunstwerk anschauen? Wir haben im letzten Jahr angefangen mit einem Programm, wo sich im Sommer 3 deutsche und 3 slowenische Künstler treffen und zusammenarbeiten.
Und sie stellen dann auch zusammen aus, und zwar in der Weingegend um Gorishka Brda. Und danach stelle ich jeweils einen Künstler aus. So habe ich das entschieden, weil mir das gut gefallen hat. Und ich denke, die Residenz hat viel Platz. Es ist ja ein Platz sowieso, wo man sich begegnet, Slowenen und Deutsche. Und ich habe immer sehr viele Gäste. Es ist also ein öffentlicher Ort im Grunde, sodass viele diese Kunstwerke sehen können. Ich habe was davon, weil die Residenz viel schöner ist. Die Künstler haben was davon, weil man heute eben Schwierigkeiten hat, in Galerien auszustellen, oder ein Museum ist auch nicht vielen zugänglich. Insofern kann man dann Kunst quasi in einem Raum zeigen, wo sich diejenigen, die sich dafür interessieren, das dann auch sehen können, so wie es wirkt. Und vielleicht kann man auf diese Weise auch die Kunst etwas unterstützen. Wie gefallen Sie das Kunstwerke von Mascha Galler? Sehr lebendig und sehr schön, weil gerade wenn sonst ein Stil von einem Haus eher weiß, schwarz, schlicht ist, bringt das Leben, die Seele hinein. Haben Sie welches für sich selbst gekauft? Nein, und zwar eigentlich, ich bin jetzt 30 Jahre etwa berufstätig schon und kaufe in jedem Land, wenn ich ankomme, ein Bild, was mir besonders gut gefällt. Denn ich glaube, ich bräuchte ein Schloss, wenn ich sonst alles hängen wollte. Dennoch gibt es Bilder, in die ich mich verliebe. Deshalb mag ich das auch nicht ausschließen, dass ich noch eins kaufen werde, aber ich habe mich dazu noch nicht entschlossen. Und es ist natürlich immer eine Frage des Budgets, auch das man hat. Ich habe viele Kinder, die brauchen Geld für andere Dinge, aber vielleicht schaffe ich das noch. Wie öffnen Sie die Türen für slowenische und auch andere Künstler? Ja, wir versuchen, Verbindungen herzustellen zur Künstlerszene in Deutschland. Ein Künstler war zum Beispiel auch auf dem Berlin Art Festival. Aber es ist nicht so ganz einfach für eine Botschaft, weil in der Regel diese Arbeit vom Goethe-Institut gemacht wird. Die haben auch Budgets und sind spezialisiert darauf. Bei mir ist es mehr so, ich tue, was ich kann mit den Möglichkeiten, die ich habe. Sodass man nicht sagen kann, dass ich jetzt eine große Auswahl oder professionelle Werkzeuge dazu habe. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, man soll nichts unversucht lassen. Und wenn man die Möglichkeiten hat, soll man sie nutzen. Wie gefallen Sie Slowenien und unsere Leute? Sehr gut. Ich muss zugeben, dass ich eigentlich nicht so einen großen Unterschied zu meinen Freunden in Deutschland merke. Ich fühle mich also nicht fremd. Und für mich ist es wirklich ein Genuss zu sehen, wie viel schöne Landschaft es hier gibt, die intakt ist. Und auch, ich muss sagen, die Beziehungen sind oft noch sehr viel intakter, als ich sie von großen Städten kenne. Und es tut einfach gut, das zu sehen. Kaj vas Selin navdušuje v življenju? Ja, veliko stvari, pa ljudi tudi. Zdaj se ravno spomnim na mojo nečakinjo, ki je včeraj praznovala 3 leta, da ona me recimo navdušuje. Je tudi dober kritik, pa zelo dober obiskovalec mojega ateljeja. Drugače pa šport sigurno, karate še posebej. Ko rečem šport, mislim v bistvu karate. Tako da ta veščina je mi res odlična, ker zahteva celega človeka in vedno postavlja nove izzive, nikoli nisi dovolj dober, kar je pa zelo podobno umetnosti, kar me tudi zelo navdušuje. Pred kratkim sem bila v Berlinu, kjer sem bila seveda ponovno navdušena in nad starejšo umetnostjo in nad sodobno umetnostjo, nad vsem, česar se ljudje, umetniki lotijo. Seveda, kakšne stvari so v redu, kakšne ne, ampak zelo zanimivo. Potem filme imam zelo rada. Filmi so res moja strast, mogoče tako, če bi pogledali od kulture nasploh, bi rekla, da je sigurno najprej vizualna umetnost. To je in celotno področje slikarstva, video, kiparstvo, torej likovna umetnost, pa potem takoj zatem film. Kasneje potem literatura, pa glasba sta malo kasneje.